Novinarstvo je pomembno za demokracijo, ker dolžnost novinarja je, da dela v javnem interesu. Marsikaj, kar je v medijih, ni novinarstvo. Te pot potem zanese, študijska, šolska, nekam drugam in si lahko tam v bistvu še boljši. Ne? Z mano je Suzana Lovec, dolgoletna novinarka na N1 in tudi na Pop TV, če se ne motim. Na Pop TV, v Dnevniku, predtem na Studio City, na nacionalni televiziji. Pozdravljeni. No. Živja. Pa da tako začneva, mi sva si tako zmenila, da se bo tikala, ampak zdaj pred kratkim je bil zelo udaren podcast od N1. Pa me sam zanima, kakšna je sploh, kako se to sploh izvaja, oziroma kaj je za tem? Na kak način pride do podcasta? Oziroma, kakšen je vaš proces za tem? Aha, proces dela. Torej, jaz sem v tem, kot se reče, one-man band. Sem producent, sama svoj novinarka, ne, oziroma voditeljca, to postprodukcijo, članke, socialne momente, to vse jaz naredim. V bistvu tudi dobesedno svoja garderoberka, tako da one-man band, oziroma one-woman band. Postopek je pa tak, da si jaz recimo se za gosta običajno zmenim kar veliko prej, zelo redko se za naslednji teden pogovarjam. Tako da imam recimo v tem trenutku že kar nekaj gosti in gostov dogovorjenih pred mojim dopustom in po mojem dopustu. Z gostjo in gostom se dogovorim, kdaj lahko pride. Zelo sem vesela, da je zelo malo zavrnitev, oziroma jih ni. Praktično vsakega, ki povabim, res pride. To si štejem veliko čast. Potem je pa, ko pride tisti teden, ko je ta gostja oziroma gost na vrsti, se jaz v bistvu cel teden, ves teden pripravljam nanj. Berem stvari, ki so o njem že bile ali o njej že objavljene. Ne vem, če je to pisateljica, preberem knjige, če je to nekdo iz gospodarstva, ekonomist, preberem njegove znanstvene članke na teme, ki me zanimajo. Torej zelo različno od teme. Kar intenzivne priprave, potem posnamemo in potem je ta postprodukcija, o kateri sem govorila. Ne? Torej, članek, kam se damo ta podcast, ne, ker se prikazuje torej, in v članku na N1, ob tem pa tudi na YouTubeu, na vseh podcast platformah teh svetovnih, na Evnu in na Metroplayu, si lahko ljudje ogledajo. In potem izberem tudi te momente za družbena omrežja, torej iz vsebine tega, kar smo posneli. Kakšen je pa cilj za epizodami? Je bolj neka vsebina, neka strokovna vsebina ali bolj neki šokantne novice ali neka drama, da pritegne pozornost poslušalcev? Ne, namen teh podcastov so poglobljeni pogovori ali osebnostni pogovori, ker to so v bistvu neki renomirani, ugledni znanstveniki, znanstvenice, kulturniki, kulturnice, kot so nekaj ekonomisti. Včasih imamo tudi več ljudi na eno temo, ko so običajno strokovnjaki. To so poglobljeni pogovori ali o neki temi ali o neki osebnosti. Tako da je narejeno za zahtevno poslušalstvo in zelo vesela sem, da je tega poslušalstva in gledalstva tako veliko in da so tudi odzivi. Jih je zelo veliko in zelo, zelo dobri. Ljudje v bistvu v tej poplavi nekih hitrih informacij, dezinformacij, ko je ves svet na glavo, ko se ti zdi, da v bistvu se dan nenormalno hitro odvija, so zelo hvaležni za take poglobljene pogovore, kjer se v bistvu čas ustavi, kjer izvejo marsikaj relevantnega od teh sogovornikov, kjer se ti sogovorniki tudi posvetijo. Včasih se tudi sogovorniki, jaz vidim, pripravijo na to, razmislijo o tem, kaj imajo za povedati. Jaz sogovornikom nikoli ne povem vprašanj, se pa dogovorimo za teme. In tudi jaz se s sogovornicami in sogovorniki zelo pogosto prej že mailam o teh temah, kaj bo mene zanimalo, zato da lahko mogoče malo premislijo. Ali pa se slišimo in se najprej off the record pogovorimo, tako da jaz nekatere stvari v bistvu off the record že vem, o čem oni razmišljajo, kako razmišljajo. Tako da je lahko pogovor potem še toliko boljši. Zdaj omenila si, da je poslušalstvo kar veliko, ampak a so med njimi tudi mladi ali v bistvu ne?
To, kar pride do mene, bi jaz rekla, da so tudi mladi. Nimam pa teh metrik, recimo, na voljo, da bi rekla, ampak odzivi, ki jih dobim, so tudi od mlade populacije. Ja. A mladi bolj spremljajo tradicionalne medije, kot je N1, ali so bolj na socialnih mrežah? Mislim, nekako je retorično vprašanje, ampak kaj je v bistvu? Mladi, ampak ne samo mladi, tudi starejši, vsa publika se je že preselila na torej na digitalne medije, N1 je digitalni medij. Še posebej pa opazim ta trend, da spremljajo medijske vsebine ne na način, kot se je včasih spremljalo, da gre bralec na medij, torej na N1 info.si ali na 24.com ali na MMC, ampak da dobijo te vsebine preko družbenih omrežij. Torej to, kar mi damo na družbena omrežja, mi mediji. Tako da velikokrat se zgodi, da bralci v bistvu niti ne vejo, kje so nekaj prebrali, kateri medij je to sporočil, ampak ta novica je do njih prišla prek recimo, Instagrama, Facebooka, starejši, TikTok. Zdaj, problem tega je fake news pa širjenje nekih lažnih informacij. A so neki digitalni tradicionalni mediji še vedno nekako protivtež temu? Torej, zavedati se moramo, da je vse te poplavi, ki prihajajo dnevno do nas na družbenih omrežjih, pa tudi drugje, dezinformacij ogromno. Tradicionalni mediji, klasični mediji in novinarstvo kot tako so še vedno, tako kot si rekel, zelo pomembni, zato ker smo tisti, ki smo dolžni preverjati vsako informacijo, ki jo objavimo. In če kdaj kakšen novinar nekaj narobe naredi, se je dolžen za to opravičiti, popraviti, narediti in tako naprej. Tako da, kar bi jaz ljudem svetovala, tudi mlajšim gledalcem, gledalkam, je to, da na kakršenkoli način že spremljajo novinarje. Novinarstvo je pomembno za demokracijo, ker dolžnost novinarja je, da dela v javnem interesu. In zavezani smo k nekaterim pravilom, ki jih moramo spoštovati. Torej, na kak način se mi kot novinarji obnašamo, kaj bralstvu in poslušalstvu dajemo. Jaz se zavedam, da se svet spreminja in da niti mediji, niti gledalci, nič ni tako kot pred 30 leti, ko sem jaz začenjala svojo novinarsko kariero. In da se morajo mediji in novinarji se moramo tem trendom, kje so naši bralci in gledalci, tudi prilagoditi. Je pa tukaj v bistvu neka odločitev vsakega posameznega novinarja in medija, na kak način se bo temu prilagodil. V tem hlastanju, na eni strani vse večjih, da bi radi mediji ali pa novinarji vse več klikov, in na drugi strani v tem hlastanju po vidnosti, izpostavljenosti, da si prisoten na družbenih omrežjih in da te tam opazijo, se ta meja pri nekaterih medijih, nekaterih novinarjih recimo premakne tudi neko območje, ki se meni ne zdi več recimo primerno. Torej, medij ali pa novinar, ki skuša posnemati influencerje, da sam briše to mejo med novinarstvom in influencerstvom, recimo to se mi zdi napačna strategija, ki se lahko vrne kot bumerang v novinarja in v novinarstvo. Ker je vprašanje, če je to sploh pravi medij, mislim, če se v bistvu bolj približuje influencerstvu, kot pa novinarstvu. Ja, govorila sem tukaj bolj o tej formi, ampak tudi ta forma je pomembna. Jaz imam tudi sama otroke, pa tudi drugi mladi mi včasih rečejo, da ko opazujejo nekatere novinarje na kak način ali pa medije, na kak način komunicirajo svoje stvari na socialnih omrežjih, da vidijo, da se skušajo približati mladim, ampak da to delajo na zelo cringe način in je v bistvu kontraefekt. Ja, mladi nekako vidijo čez to, vidijo, da to ni iskreno, ampak da je nekaj... Kaj je avtentično, znajo prepoznati avtentičnost in kaj je fake. Ja. Kaj pa mediji, a se dovolj hitro, mislim, prilagajajo temu digitalnem svetu?
ker nekako so vse neke birokratske gmote, ki se pač počasi premikajo čez spremembe. Glavne razlike ali pa spremembe, ki so nastale, so tukaj te tehnološke. Torej, predvsem so družbena omrežja postala tista, ki nekako diktirajo tempo in ki so izjemno pomembna tudi za medije. Tudi na kak način se konzumirajo mediji, se konzumirajo novice. Marsikaj tukaj je nejasno, nedemokratično, algoritmi na kak način delujejo družbena omrežja, ne so nekaj, kar je tajnost. Ne vemo in potem lahko vsaka sprememba v algoritmu spremeni tudi vidnost recimo določenega medija, novinarja in tako naprej. Mediji se moramo tem novim stvarem prilagajati in se tudi prilagajamo. Obstaja pa dejstvo, da je tržni model medijev, ki smo ga poznali prejšnja desetletja, torej recimo, ko sem jaz začenjala novinarsko kariero, v zatonu oziroma je preživeti. Mediji se na ta način na dolgi rok ne bodo mogli več preživeti in je treba najti, ne govorim zdaj samo za N1, ne govorim za Slovenijo, govorim za kar je na svetovnem nivoju, ne. Treba bo najti nek model, na kak način se kakovostno novinarstvo, ki ga potrebujemo zato, da obstaja demokracija, ker nadzorujemo oblast novinarja, ne, vsem tem svojem trdem novinarskem jedru. In bomo morali iznajti, na kak način premisliti, na kak način financirati to novinarstvo, to, ki je pomembno za demokracijo. Marsikaj, kar je v medijih, ni novinarstvo. Ne, to tudi treba pošteno povedati. Marsikaj, kar se predstavlja kot novinarstvo, tudi ni novinarstvo. Torej, tukaj recimo morajo biti bralci in gledalci in tudi mladi pozorni. Kaj pa vpliv umetne inteligence? Mislim, umetna inteligenca je v vsakem oziroma koraku našega življenja. A se tudi v medijih pojavlja, novinarji uporabljajo umetno inteligenco ali se izogibajo? Odvisno od novinarja do novinarja. Tukaj vidim, da so zelo različni pristopi in tudi zelo različna občutja ob tem. Vsekakor, tako kot v skoraj vseh poklicih v našem življenju, pač je umetna inteligenca je tukaj. Jasno je, kaj so dobri načini uporabe umetne inteligence v novinarstvu in kaj so taki, ki ne smejo se dogajati. Torej, ti ne moreš reči, napiši mi članek in da umetna inteligenca napiše in naj to zdaj zelo banaliziram in potem, da to objaviš. To ni novinarstvo. Lahko pa umetna inteligenca recimo že zelo pomaga pri nekih zelo rutinskih delih, ki jih je moral prej opravljati novinar, ali v zbiranju virov, ki jih potem novinar pregleda, ali v zbiranju informacij. Vedno pa mora biti novinar tisti, ki torej za zanesljivost informacij, točnost informacij odgovarja novinar in uredništvo. Torej vedno mora biti ta novinarski pregled za tema. Ne? A ti umetno inteligenco uporabljaš v svojem modelu? Ali? Ne, jaz jo ne. Ne, nikoli. Ne. Se pa veliko, recimo za kakšen prevod bi dala, ali pa proofread, to bi dala, ne? Torej, da je prevod izboljšan, take stvari. Recimo, kar se tiče podcasta, jaz povem, od kje do kje ne naša montaža recimo izrežete videe, klipe, ki grejo potem na socialna omrežja in tam vem, da kolegica, ki skrbi za socialna omrežja s pomočjo te umetne inteligence te podnapise sestavi, torej jih umetna inteligenca gorda, ona pa za njo preveri, ali v bistvu umetna inteligenca vse preurazumela. Ker v tem primeru v bistvu brez umetne inteligence bi to vzeli zelo veliko časa oziroma bi bilo zelo zamudno. Ne? Ja, včasih še pred par leti smo to delali peš, sem jaz spisala. Ja. Ampak zdaj pa mora ona to preveriti. Ker tudi tukaj se mogoče vidi kvaliteta kakšnih medijev ali pa površnost, ker grejo noter tudi zelo velike napake, tudi vsebinske, če ona umetna inteligenca sama to napiše vse. A po podcastu napišeš nek članek? Ja. Kakšna je pa miselnost? Mislim, kako se loteš v bistvu pisanja člankov? Moja intenca je, da ljudje moj podcast gledajo ali poslušajo. Mnogi ga gledajo ali poslušajo na način, da začnejo, pa da vedno podcasti se zelo pogosto
jih gledaš ali poslušaš takrat, ko nekaj drugega delaš. Torej, poročajo mi moji gledalci in gledalke, da delajo to običajno, ne vem, ko delajo neka nezahtevna gospodinjska opravila, ko športajo, ko se vozijo v službo, ko imajo zvečer čas, nekateri jih uporabljajo recimo pred spanjem, da se nekako pomirijo po koncu dneva, pa še kaj dobrega izvejo na potovanjih in tako naprej. Nekateri imajo pa prav ritual, da je to v soboto zjutraj, ko jaz objavim. In če se je kdaj zgodilo se je pa zelo redko, da recimo ni bilo objavljeno točno v tisti uri, kot ponavadi je zelo zgodaj zjutraj, da sem dobila maile, zakaj ni še objavljen. Iz tega tudi vidim, da nekateri imajo to rutino, da čakajo nanj. Članek jaz naredim na način, da izpostavim človeka, kdo je ta človek, s katerim sem se pogovarjala, o čem sva se pogovarjala. In izpostavim tudi nekatere bistvene njegove misli iz tega pogovora, izpišem dele pogovora, ki osvetlijo nekatere vsebinske dele, recimo. To, da si znajo ljudje predstavljati, kakšen pogovor bojo dobili, ko bojo kliknili na poslušanje oziroma gledanje. Za podcast si pripraviš vprašanja ali iz glave ali kako, ali biš bolj freestyle? Jaz si pripravim neke osnutke vprašanj. To so vprašanja, ki niso dodelana. Nikoli ne vprašam čisto tako, kot imam zapisano. Imam tematske sklope in pri teh tematskih sklopih recimo, da je 5 tematskih sklopov, pri vsakem tematskem sklopu si napišem še, 5 nekih vprašanj, ki pa niso izdelana od A do Ž. Ob tem imam ponovadi še cel kup nekih listov, stvari, ki sem jih prebrala, pa si označim, da lahko potem, ker ne sledim, jaz si lahko lok dramaturški napišem in si vedno ga napišem, kako bi rada, da pogovor teče, ampak glede na to, kaj moj sogovornik ali sogovornica reče, potem včasih preskočim neko temo, grem drugam in tako in včasih potem šibam gor dol po teh svojih zapiskih. Ker se dober novinar se mora prilagajati, mora znati pod vprašanje, ni da samo pač recitiraš ta neka vprašanja. Že in poslušati in se odzivati na to. Zdaj, to je pomembno pri pogovorih in pri takih oddajah, ker to v bistvu, kar jaz počnem, je novinarska oddaja, taka kot so recimo na televiziji. Imamo recimo na nacionalni televiziji oddajo intervju ali podobne oddaje, Nedeljom v 2 recimo na hrvaški javni radioteleviziji. Ti moraš vedno poslušati gosta in postavljati pod vprašanja, tudi pustiti, da te on mogoče odpelje nekam, kjer nisi, moraš ga slišati. To je gostom tudi in gostjam izjemno pomembno, da imajo občutek, da jih ti poslušaš in da jih slišiš. Tako da neke stvari je treba znati tudi dihati vmes, pozabiti na to, da si v studiu, pozabiti na to, da ti sprašuješ, na kamere tako moraš pozabiti, ampak pravijo moje gostje in gosti, da znamo to narediti. Vi imate tle krasen studio, naš je malo bolj tak, bolj mogoče intimen, bolj svetloba, bolj medla. Pa tudi jaz imam par korakov, da jih malo sprostim, preden začnem spraševati. Ker to je tudi v bistvu pomembno, da se gost sprosti, ker ti tudi več ti zaupa. Zato so pomembni tudi ti pogovori prej. Pomembno je to, da jaz recimo nekatere, če so kakšne kočljive teme, v smislu bolj, jaz običajno zasebnih stvari ne sprašujem, se je pa že kdaj zgodilo, da sem vprašala kaj, kar je bilo tudi, ampak vedno v dogovoru. Vedno grem do tam, kjer se pri zasebnih stvarih gostja ali pa gost počuti v redu. Ampak novinarji pa ponavadi nimajo teh zadržkov, da ne bi šli v zasebno, posebej pri nekih javnih osebnostih, politikih. Ja, morajo imeti. Tudi javne osebnosti v bistvu imajo pravico do intime. V to intimo lahko novinarji praktično ne smemo vdirati, oziroma v njihovo zasebnost samo, ko so stvari iz te zasebnosti pomembne za javni interes. To so stvari, ki jih mora novinar oziroma urednik, celotno uredništvo običajno, ko gre za neko tako kočljivo zadevo, tehtati in pretehtati, kaj je v javnem interesu. V tem primeru se gre lahko seveda dlje. Kaj pa, če se vrneva nazaj na tvoje začetke, kaj te je sploh fasciniralo glede? Verjetno te nekaj privabilo glede novinarstva, da si se sploh odločila za ta poklic. Verjetno je na začetku pri vseh novinarjih in novinarkah neka bazična radovednost, izvedeti več.
Verjetno je tudi malo značajska lastnost. Pri meni mislim, da je bilo tudi veliko v tem, da sem rada pisala. Torej, jaz sem želela biti časopisni novinarka. Zelo rada sem pisala. Enkrat sem se hecala pri kolegu Anžetu Tomiču, ki je imel en podcast tudi, v katerem sem pred veliko leti gostovala, da je verjetno odločilo tudi to, da takrat je obstajala ena serija, en sitcom ameriški, v katerem je nastopala novinarka, je bil ta glavni lik, Murphy Brown, in vem, da sem to ful gledala, tako da mislim, da ta lik Murphy Brown tudi moje pridodal. To je bilo na srednji šoli ali v osnovni šoli? Ja, kar tam nekje na srednji šoli sem se recimo odločila, da bom šla na študij novinarstva. Sem pa sodelovala v osnovni šoli tudi pri krožku novinarskem. So imeli svoj radio in tako naprej. Ampak, če bi se rabila še enkrat odločiti, ali bi bila pot ista ali bi mogoče kaj drugega izbrala? Če bi se morala še enkrat odločiti, bi verjetno izbrala isto. Vidim, kako potreben je ta poklic, ki ga opravljajo novinarke in novinarji, ki je tudi izjemno težek in vedno težji postaja. Se mi pa zadnje čase dogaja, da ob tem, ko recimo imam, ker jaz nisem samo voditeljica tega N1 podcasta Suzana Lovec, sem tudi urednica rubrike Poglobljeno na N1. To je v bistvu naša sobotna priloga, lahko bi rekli, kjer objavljamo take tudi poglobljene s kontekstom zgodbe, zelo različne, ali so to analize neke poglobljene, ali so to neke daljše reportaže, veliki intervjuji. Dve kolegici, Barbara Smaila in Urška Mlinarič, sta moji novinarki v tej rubriki. In tako pri svojem podcastu, kot ko urednikujem njene članke, mi zadnja leta vedno bolj pogosto prihaja na misel ena ideja, da mogoče pa, če bi si pa prav zdaj morala izbrati, da bi kaj drugega delala, da bi mogoče se pa usmerila v neko pomoč ljudem, torej v neke socialne pomoči, kjerkoli bi lahko ljudem pomagala, na ta način. Tudi, ko sem imela zdaj pred časom podcast o šolstvu, se mi zdi, da ko sem se sogovorniki pogovarjala in v podcastu v oddaji in pred tem in potem v bistvu nekako smo ugotavljali, da je neko sporočilo, ki bi ga mladi, stari kot ti ali še mlajši ali pa starejši, morali dobiti, je to, da tudi če ne prideš točno na tisto šolo, ki si jo želiš, da to še ni nobena groza, da lahko v marsikaj te pot potem zanese, študijska, šolska, nekam drugam in si lahko tam v bistvu še boljši. In da ne smejo mladi gledati na to, da ne pridejo na želeno šolo kot nek neuspeh, mogoče samo kot na novo priložnost, na drugo priložnost. Ker v bistvu v Sloveniji imamo nekako zelo čudno oziroma slabo strukturirano, nekako gledamo podcenjevalno na srednje šole. Čeprav pa pogledamo neke sosednje države, kot je Avstrija, je tam to spoštovano, pač odloča se ali boš šel poklicno se učiti, če hočeš nek poklic, boš seveda šel na tisto šolo. Zdaj pa, če hočeš biti ekonomist, če hočeš biti nek menedžer, ne greš na ekonomsko šolo, ampak greš na gimnazijo, kjer je to bolj spoštovano. Jaz nisem iz pedagoške stroke, ampak iz tega in vseh pogovorov, ki sem jih imela s pedagogi, pa tudi mogoče iz nekih lastnih izkušenj, bi rekla, da točno tako, da moramo starši otroka gledati in ga videti in ga ne siliti v neke stvari, kjer bo kasneje nesrečen, ampak da moramo njegove potenciale, in ti potenciali so lahko zelo različni, si prizadevati, da bi on v bistvu sam te potenciale izkoristil v čim večji meri. Ne delati, torej, če zna nekdo delati z rokami dobro, če si želi delati z lesom, zakaj ne? Super. Pride problem pri teh nekih pričakovanjih staršev, mogoče previsokih pričakovanjih, mogoče neke neuresničene sanje, ki jih probajo pač preslikati na mlade. Bi se strinjala s tabo, ja. Ampak zdaj, da se vrnemo nazaj na fakulteto, zdaj
takrat je bil še kaj 3-letni ali 4-letni študij? Ne, takrat je bil 4-letni plus diploma. Ja. In v bistvu, kaj si, ker zdaj novinarstvo je dvoslojno, mislim, lahko si novinar, lahko si pa voditelj. Zdaj voditelji so bolj javno izpostavljeni, novinarji pa pač delajo ta hard work, čeprav tudi nekako voditelji sami sodelujo z novinarji. Ne odločiš se na začetku, a boš voditelj, recimo tudi mene je ta pot nekako tako pripeljala. Novinarstvo je še vedno zelo kvaliteten študij, bi ga priporočala. Torej, to, zakaj se boš specializiral, je potem čas. Ti moraš najprej dobiti neko splošno izobrazbo, čim bolj široko in tudi prakso, da vidiš, na kak način se napiše najbolj osnovno poročilo, vest, iti na teren, delati reportaže. Potem, ko si enkrat v tem, ko te stvari obvladaš, je čas za mogoče bolj zahtevne stvari, za razmislek o tem, a bi tudi vodil, a bi bil urednik. Recimo, jaz sem rajši kot voditeljca, nekaj časa sem tudi nekaj vodila, recimo na Pop TV-ju, krajši čas, recimo dajo 24 ur zvečer, ampak res krajši čas. Veliko rajši, recimo, sem urednica voditelju. Ne? Torej, včasih, ko imamo pri nas recimo predvolilno soočenja, jih vodi Miha Orešnik, urednici sva pa običajno vse do zdaj bili Katja Šeruga ali pa jaz. In na Pop TV-ju sem bila urednica oddaje, ki se je reklo Epilog. Tam je bila voditeljica Maja Sodja. In recimo, nekako se mi zdi, da sem se zelo našla v tej vlogi, torej, da si urednik voditelju, ki je tudi zahtevna vloga, on se mora 100% nate zanesti, skupaj določita, kaj se dela, kako se dela, kaj mora on predelati. Gresta skupaj, v bistvu ta vprašanja mora biti skupno delo. In potem si z njim na slušalki, ko je on v živo, ko se pogovarja recimo s politikom v soočenju ali pa s politikom 1 na 1. Zdaj, rekli ste, da ste bili na 24 ur zvečer, to je nekako oddaja znana po tem, ne bi rekel agresivnem, ampak kar tako dinamičnem pogovoru. Ste imeli kakšno izkušnjo, mislim, ste koga intervjuvali oziroma ste se pogovarjali s kom? Ja, jaz se pravim, na 24 ur zvečer sem bila jaz res zelo kratek čas, ker sem potem zanosila in sem šla na porodniško in potem sem dobila svojo oddajo, torej oddajo Epilog, kjer sem bila urednica. Ni moj način, da bi bila agresivna, mislim pa, da mora novinar ali voditelj v tem primeru in urednik, ki za njim stoji, politike vedno dobro izprašati. To pomeni, ko se recimo Miha Orešnik pripravlja za oddajo, to pomeni, da mora vedeti vse, kaj je ta sogovornik, ta politik, ki ga ima, ali politiki, če je to neko soočenje, ki jih ima tam, kaj so rekli, kako so rekli, predvidevati je treba, naredimo vedno pač lok vprašanj, kako bo potekal pogovor, potem je treba delati simulacije, ko imaš ti že napisane pogovore, vedno pride ta del, ko v bistvu simuliraš, kaj bojo politiki odgovarjali. Tako je to v bistvu en tak dolgotrajen proces. Novinarji moramo biti zahtevni, če je na drugi strani politik, ker oblast mora, še posebej, če gre za politike, ki so na oblasti, ker v bistvu smo nadzorniki oblasti vsakokratne. Torej, moramo postavljati pod vprašanja, morajo voditelji poslušati, kaj politik reče, in če reče nekaj, kar ni res, se mora voditelj odzvati. Torej to, da si ti samo vprašam vas, med sabo se pa skregajte, je neko novinarstvo z napako. Ampak, a to vodi do neke, mislim, v zadnjem času smo priča nekem preverjanju politikov, torej tudi novinarji so zelo bolj pripravljeni zaradi pač različnih digitalnih rešitev, ampak a to vodi do nekega posploševanja, da zdaj pa govori o politiki čim bolj nasplošno, zato ker če nekdo govori posplošno, ga ne moš niti prijeti za besedo. Ja, politiki se bodo, še posebej pred volitvami, vedno trudili, da govorijo stvari, ki so všečne, ki bodo všeč čim večjemu številu ljudi, s katerim se bodo zamirili čim manjšemu številu ljudi. In zato govorijo na tak način, kot si ga ti opisal.
Druga stvar, ki jo politiki radi delajo, še posebej pred volitvami, ampak ne zgolj pred volitvami, da vedno bolj ne hodijo v oddaje k novinarjem, ampak vse raje hodijo na neke bolj zabavne stvari, lahkotne stvari, nekam, kjer kdo tudi reče, da se sploh ne pripravi na to, in tam lahko politik govori praktično, kar želi, in tudi njegova stranka to potem izreže, razširja, in v bistvu to gre vse v prid politiku in njegovi stranki. Tako da tudi zaradi tega, ker obstajajo družbena omrežja, ker obstajajo neke forme, te forme so vedno obstajale, ne? Sej lifestyle revije, recimo, to so politiki tudi vedno radi zahajali tik pred volitvami. Ko pa si na drugi strani, ko si gledalec, bralec, poslušalec, torej državljan ali državljanka, pa moraš biti tudi ti zahteven. Ceniti se moraš sam sebe, ceniti moraš to, komu boš ti svoj glas dal, in ti se lahko relevantno odločiš o tem, komu boš svoj glas dal, če je ta politik, če so vsi politiki dobro izprašani. Zato bi jaz rekla, gledalci in gledalke, bodite zahtevni, koga spremljate, ne se zadovoljiti s tem, da samo vidite nekega politika, ki nekaj reče, pozanimajte se, kdo je takega, sprašuje, a ga sploh sprašuje, a ga sprašuje težke stvari. Težke stvari je treba politike spraševati. Oni so dolžni dati odgovore. In, tako da zelo pomembno je tudi to, da se gledalci in gledalke, bralci in bralce da se cenijo in da zahtevajo od medijev, da imajo tudi tako imenovane težke vsebine, poglobljene, kakovostne intervjuje, kjer vidiš, da se je novinar, voditelj pripravil, da ve vse o tem politiku in da ne more politik se delati, da recimo nečesa ni bil vprašan. Ampak v teh v bistvu uredniških politikah, a je vse nek aspekt nekega šova, ker pač gledalci, posebej pač pri teh predvolilnih soočanjih, najraje gledamo, če je neka drama, če je neko kreganje, če so neke kontroverzne teme. Ja, tle je treba kot urednik in voditelj, oziroma ta tandem, mora vedno paziti, da držiš ti oddajo v rokah, da si ti tisti, ki veš, kaj moraš vprašati in kaj mora biti vprašan. Hkrati pa dovolj sprostiti oddajo, da so mogoča tudi ti dvoboji, pri katerih se pokaže različnost med politiki. In tle je včasih težko loviti to mejo. Je pa zelo pomembno, da je v soočenju, če govorimo o predvolilnih soočenjih, oboje. Ne? Torej, seveda morajo razlike tudi na plano priti, tudi zaradi teh razlik se ljudje lažje odločajo. Pustiti pa, da govorijo samo politiki in da se ti samo kot nek nevtralen opozovalec, ki talaš teme, je pa tudi ni novinarstvo, je pa zgolj samo šov. Koliko pa v bistvu voditelj na predvolilnih soočenjih, koliko se sam pripravi, koliko mu pa iz uredništva sporočajo sproti, kaj mora povedati? Jaz bom povedala, kako je idealno. Torej, voditelj mora biti zelo dobro pripravljen. Z urednikom urednik določi teme, določi lok pogovora, določi, kdo bojo gosti, pogovorimo se o tem, kako naj bi ta oddaja izgledala, kaj ja, česa ne. Potem se jaz tako naredim, voditelju povem, na katere stvari naj bo najbolj pozoren, katere stvari najbolj si pogleda za nazaj, in napiše on nek osnutek vprašanj. Potem greva skupaj vedno čez ta vprašanja, jih predelujeva, delava vmes simulacije, tako kot sva se prej pogovarjala. Torej, kaj bo ta odgovor, kaj če bo primer A, primer B, primer C, moraš biti pripravljen kot voditelj na vse 3 primere. Ko pa poteka oddaja, recimo, če gre za soočenje, sem pa jaz na slušalki, je urednik na slušalki z voditeljem, in mu seveda v nekaterih situacijah pove, torej ne rečeš samo, zdaj gremo pa v oglase, ali pa še 20 minut imamo, ampak tam, kjer se mora hitro odzvati voditelj, in če se on, recimo, da vidiš, da se ne mu pomagaš v bistvu s tem, da ga spomniš, ali neke stvari, ki se jih on ne spomne, ali, torej v bistvu tukaj gre za timsko delo. Ne gre za to, da vsak, ki je na mestu, kjer sprašuje, kot ti zdaj sprašuješ, ne ve, da je čisto drugače sedeti tukaj,
pa razmišljati, ali pa da si ti v režiji, tako kot je urednik, pa ima mikrofon, lahko v bistvu na bolj z distanco razmišljaš, lažje razmišljaš, ko nisi pod žarometi. Kaj pa je še kakšna neka pomembna lastnost oziroma ključna lastnost dobrega voditelja ali pa tudi novinarja na splošno? Prva je resnicoljubnost. Delo v javno dobro, v javno korist. Ni pomembno to, kaj si ljudje želijo vedeti, ampak to, kar je javni interes, kar morajo vedeti, kar je prav, da vejo. Torej jaz bi rekla to, resnicoljubnost, poštenost, striktno sledenje javnemu interesu. Tle novinarji pogosto pademo mediji v neko zanko, v tem hlastanju po klikih, gledanosti. In potem pridejo teh vprašanj, ampak to se bo pa gledalo. Vedno se je treba vprašati, kaj je v javnem interesu, določiti temo in potem to temo narediti tako, da bo gledljiva, če gre za televizijo. Ne sme biti, kar se mene tiče, obraten postopek. To se bo gledalo, da imamo to narediti. Ne. To, kaj je v javnem interesu, to bomo naredili, tudi če je težko, tudi če je zoprno. Gledalci tega nimajo radi. Ja, prav nimajo radi. Sveda, marsikdo bi rajši gledal reality šove, ampak demokracija ne sloni na reality šovih. Čeprav Soočenja so kar prevzela neko reality show. Tako. Ja, zato sem govorila o tej meji, da je treba vedno paziti na mejo, kjer je soočanje, ampak da še vedno v bistvu vsebina tista, ki je prva. V Sloveniji je kar trend, oziroma tudi po celem svetu. Imamo radi ta reality showe po Pop TV-ju pa ostalih kanalih. Mislim, uživamo v njih. Kaj je v bistvu to pokazatelj česa? Da se radi odklopimo? Mislim, da radi uživamo v nekem nerealnem življenju. Jaz iskreno ne poznam veliko ljudi, ki gledajo reality šove, tako da jaz težko to sodim. Obstajajo različni strokovni članki tudi o tem delu medijev. Meni to ni blizu. Razumem, vsak od nas pogleda kdaj, pogosto, kakšne lahkotne stvari, tudi na socialnih omrežjih, seveda. Zdaj, tukaj si moramo vedno neko mejo postaviti. Jaz, tako kot sem prej rekla, bi rekla tudi mladim, vi ste v bistvu, sami sebi morate biti zaklad. Vedeti morate, da ste izjemno dragoceni, cenite se. Ampak to ceni se pomeni tudi to, da v bistvu ceniš, kam ti svojo pozornost daješ. To je isto kot prehrana. Ti lahko v bistvu ješ samo junk food, pa ne bo dobro zate. Pri tem, kaj konzumiraš, torej ta medijska dieta, kakšna je zelo podobno. Kaj vnašaš vase, kakšne misli vnašaš. A so to neki reality šovi, ki spodbujajo seksizem, ki gledajo na ženske kot blago, ki operirajo z nekimi nizkimi strastmi, ki delujejo na ta način, da ljudje, dajmo jih čim bolj sprejeti. Ali je to nekaj, kar spodbuja tvojo, našo intelektualno misel, razmislek o družbi, o tem, kdo smo, o tem, kaj se lahko še naučimo, o tem, kaj je narobe v tem svetu, in v tem svetu je marsikaj narobe. Jaz bi rekla, cenite se, mladi. Na vas sloni ta sedanjost, vi sami ste tisti, ki se odločate, kaj boste gledali in kakšni ljudje boste. Jaz zelo cenim mlade. Slišim od njih ogromno pametnih stvari. Tako da jaz se recimo z neko to posplošeno oceno, kako mlade nič ne zanima, ne bi strinjala. Bi pa res priporočala, vaša pozornost je zlata vredna, pazite, kam jo dajete. Kaj pa bi svetovali mladim, ki se zdaj odločajo za novinarstvo? Imate kakšen nasvet? Če grejo študirati novinarstvo, bi jaz rekla, naj čim bolj poslušajo. Naj vzamejo vse, kar lahko tam. Naj zahtevajo več. Naj bojo zahtevni študenti. Ko pridejo v medijske hiše, in medijske hiše rabimo mlade novinarje, naj probajo čim hitreje osvojiti ta rutinski del. To, da znajo te kratke vesti napisati, razširjene vesti, da znajo intervju, da znajo iti na teren, da obvladajo tehniko.
Potem pa ne delajo na vsebini, kaj te zanima. Zahtevati, da mentor pogleda tvoje članke, ne se zadovoljiti s tem. Torej, biti zahtevni tudi kot novinari, tudi kot delavci. Bodite zahtevni, to bi jaz rekla. Mi imamo recimo kar nekaj novinarjev na N1, ki so prišli nedavno recimo s fakultete. In recimo Jakob Murovic je še pred par leti študiral novinarstvo, začel pri nas kot študent, zdaj je pa že dobil recimo novinarsko nagrado za debitanta, torej od društva novinarjev. Dela tudi že te najbolj zahtevne oblike novinarstva, recimo tudi v rubriki Poglobljeno je že pisal. Ampak to zapošljevanje mladih v medijskih hišah, je to trend vezan samo na neke moderne medijske hiše ali tudi za neke res te... Mislim, da povsod potrebujejo mlade novinarje. Mlade nadobudne, take, ki so prizadevni, ki jih zanimajo stvari, ki so kritični, ki so načitani, ki jih ne zanima mogoče samo ena stvar, ampak celo več, pa potem lahko izbirajo. Je pa dejstvo, da v medijih stvari niso rožnate, da se marsikateri medij otepa v bistvu tudi s takimi in drugačnimi težavami, kadrovskimi, finančnimi. Tako da ne bi obljubljala krasne in izjemne svetle prihodnosti novinarstva, mislim pa, da je treba najti, se pravi, na svetovnem nivoju nek model za financiranje kakovostnega novinarstva. Lani ali predlani je pri meni gostoval, on je v bistvu v svetovnem nivoju znan komunikolog, dr. Slavko Splihal, tudi mene recimo učil, ko sem bila na fakulteti. In on govori o tem temeljnem novinarstvu in o tej potrebi, da bi morale države financirati to temeljno novinarstvo, ker je pomembno za demokracijo, najpomembnejše za demokracijo, in se hkrati samo omejiti. Torej, najti bo treba nek model, da bo novinarstvo to, ki je pomembno za demokracijo preživelo, pomembno za javnost. Evo, zdaj pa še pred konec za ta social media, ki ga vaš čas omenjava. 12 kratkih vprašanj ali, tako da čim hitrejši odgovori. Bereš novice na internetu ali gledaš na televiziji? Oboje. Najljubši sodelavec, klepetulja ali tiha miška? Razmišljujoč človek, klepetulja, ampak intelektualno. Mobilni telefon ali tablica? Telefon. Umetna inteligenca v novinarstvu, pomočnik ali grožnja? Oboje, odvisno od uporabe. Televizija v živo ali na zahtevo? Na zahtevo. Kliče neznana številka, takoj dvignete ali počakate sporočilo? Počakam sporočilo. Izkušnje. Hektična pisarna ali mirno delo od doma? Kombinacija obojega. To ne gre samo za mojo neko preferenco. Imela sem pred časom gosta, ki se ukvarja s kadri iz Ekonomske fakultete v Ljubljani in on pravi, raziskave jasno kažejo, kombinacija obojega je najboljša tudi za učinkovitost, tako da šefi, ki rečejo samo tukaj je treba delati, čeprav gre za neke službe, ki bi omogočale kombinirano delo od doma, so slabi šefi. Na dopustu digitalni odklop ali stalna pripravljenost? Nekje vmes. Se novinar, ne vem, če se lahko gre odklop. Vstaneš ob prvem pisku budilke ali klikaš na gumb za dremeš? Takoj. Športna tekma ali koncert? Koncert. Nov telefon izbereš po priporočilu Google ali spletnega vplivneža? Na kaj se bolj zanašaš? Na nič od tega. V bistvu zelo tako random. Vprašate koga, prijatelja, kolega iz tehnike? Tako. Prva preizkusiš novo tehnologijo ali počakaš na verzijo 2.0? Bolj 2.0. Treba je počakati na boljšo. Ja, pa vedno vprašam pametnejše od sebe. Tehnologija ni moja najmočnejša točka, recimo, nove tehnološke stvari, se pa čisto vsem priučim, čisto vsem tehnološkim rešitvam, ki so prišle v teh 30 letih, sem jih osvojila in jih s pridom uporabljam. Se pa o njih pogovorim s tistimi kolegi in kolegicami, ki vejo več od mene o njih. Zdaj pa čisto za konc, to je moja tradicija, da vedno, ko je nek novinar ali pa nek iz medijev, vedno vprašam za nasvet. Za me, ne za vse. Tako da. Čim manj kritike, hecam se. Ampak nasvet glede? Glede vodenja podcastov. Ja, to pa lahko dam. Ja, lahko. Okay.
Probaj o tem čim manj razmišljati, da je podcast. Naredi si v glavi, da je to oddaja na televiziji. Probaj čim bolj razmišljati kot novinar. Veliko se pripravljaj, veliko beri. In včasih naredi kaj, kar je v bistvu zate tudi izziv. Iz cone udobja, nekaj, kar ti je neprijetno. Torej, gost, ki ti bo neprijeten. To bi recimo v tem segmentu dala. Hvala. Prosim, hvala, da ste bili z mano danes. Super pogovor. Hvala. Hvala tudi tebi.